Jaz se ukvarjam s področjem, ki se danes imenuje fizika kvantnih nečistoč. Zdaj, ime je relativno novo, no, se ga ljudje uporabljajo v zadnjih 10 letih, ko se je nekako to področje konsolidiralo. Ima pa v resnici zelo dolgo zgodovino, ki sega pravzaprav v 30. leta prejšnjega stoletja. To je bilo obdobje, ko je postalo možno ohladiti materiale do zelo nizkih temperatur, takrat, ko so prvič helij utekočinili. Kar se danes že da delati, je, da meriš lastnosti enega samega atoma magnetnega na neki površini kovine z mikroskopi, ki se jim reče vrstični tunelski mikroskopi. Tam nekako približajo zelo ostro konico enemu samemu atomu in lahko nekako prav njegove lastnosti izmeriš. Ker včasih so fiziki delali eksperimente z večjimi kosi materiala, kjer je bilo na milijarde teh nečistoč, nekako so izmerili povprečne lastnosti. Danes se pa da zelo natančno na enem samem mestu to pomeriti. Nekako to, kar jaz delam, je pa v bistvu računanje teh merljivih količin, ko jih lahko oni tudi vidijo, raznih spektrov. In potem delamo primerjave, včasih so tudi kakšne netrivialne napovedi, ki jih potem eksperimentalci preverijo, kar sploh je nekako tisto zadoščenje, ki ga nekako kot teoretik lahko imaš. Vsekakor obstaja močan preplet med teoretično in eksperimentalno fiziko, nekako ena ne more praktično obstajati brez druge. Tako da jaz mislim, da se te dve skupnosti nekako ločita predvsem v metodah dela. Nekako mi kot teoretiki postavljamo razne modele, jih potem na računalnikih simuliramo. Eksperimentalni fiziki pa opravljajo poskuse na nekih realnih materialih v laboratoriju. Seveda želja je, da bi nekako našli stik med enim in drugim, torej nekako, da bi teoretiki opisovali realne materiale. Zdaj pa realnost je pa takšna, da pogosto so snovi preprosto preveč zapletene, da bi jih teoretiki lahko vse njihove kompleksnosti dobro razumeli. Tako da mi radi potem stvari poenostavljamo, nekako poskušamo najti tisto jedro problema, ki ga potem računamo. Pa že to je včasih zelo težko. Kar je značilno za to moje področje, je, da so problemi takšni, da se jih ne da reševati recimo s svinčnikom in papirjem, torej nekako z analitičnimi postopki. Ampak moramo tipično računalniško reševati, torej gre za neke vrste simulacije. In tudi te simulacije niso preproste, da bi jih lahko z nekim namiznim računalnikom reševal, kot je tale, ampak rabimo zelo velike računalniške sisteme. Mi imamo računalniški sistem, ko ima 3000 računalniških jeder, je v prostoru, kjer imamo vodno hlajenje, tako da to je eden izmed večjih izzivov na tem področju, kako takšen računalnik ustrezno hladiti in ga napajati. Prav to, kar jaz delam, je zelo bazično. Tule nekih pravih aplikacij vsaj v bližnji prihodnosti ne vidim. Mogoče to, ko so te magnetne nečistoče, kot sem rekel, obstaja ta magnetna reža, pa so neka stanja noter, neke špičke. To, da so te špičke ostre, ima v resnici nek globok fizikalen pomen in namreč ta, da ta stanja so zelo dolgoživa. Torej, ko daš sistem v to stanje, bo zelo dolgo v njemu ostalo. To pa malo namiguje, da bi bilo to mogoče uporabljati ali za shranjevanje informacije, celo kvantne informacije. Tako da mogoče v neki daljni prihodnosti bi se dali iz tega izdelati recimo kvantne računalnike. Ampak kot rečeno, to je zelo spekulativno. Mi se s tem ne ukvarjamo, s tem v mislih, ampak nas te pojavi v bistvu zanimajo sami zase. Skratka, nekako jaz gledam na fiziko kot na neko področje, ki v bistvu teši našo radovednost, ki ima sicer pogosto uporabno vrednost, ampak ni pa to v ospredju našega dela.